Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali iz strahu pred Judi, zaklenjena, je prišel Jezus, stopil med njej in jim rekel: mir vam vodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: mir vam vodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim rekel: prejmite svetega duha. Katerim grehov odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim rok v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž med njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil med njej in jim rekel: mir vam vodi. Potem je rekel Tomažu: položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: ker si me videl, veruješ. Blagor tisti, ki je niso videli, pa verujejo. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nič ni slabega, če si kdaj želimo potrditev za svojo vero. Saj verujemo, ampak včasih kdo reče: Bog ve, če je res, kar nam fali tukaj govorijo. Zato je potrebno včasih potrditev, da je res. Tudi apostoli so potrebovali potrditev. Lukani Galilejski: o Jezus storil tako velik čudež, kar nekrat je zgodne stalo videli. In so učenci verovali vanj, tako je napisano. Ampak pozneje, ko so pa se po jezeru peljali, pa je čoln premetaval. Tem pa Jezus pomiril, tem pa so videli. Kakor da še niso nikoli Jezusa verovali. Kdo je ta? Ker smo pokorni morji in valovi. In zopet piše, učenci so potem verovali vanj. Nova potrditev. In ko pa je Jezus umrl na križu, jim je vsa vera zgenila. Na vse čudeže so kar pozabili. In vsega je konec, vsega konec.
in so se spravili eno sobo iz strahu pred Judi, kar smo danes slišali. In ko je Jezus prišel, še niso verjeli, ko so se ga pa dotaknili, znova potrditev, da je res, kar je Jezus delal čudeže po svetu. In jaz mislim, da je Tomaž kljub temu nekoliko verjel, ne moram verjeti, da bi čisto neverno stal, ampak je hotel potrditev in zato se je delal čisto nevernega. In ko je prišel Jezus, mu je izkazal veliko usmiljenje. In zato je danes nedelja Božjega usmiljenja, ker mu je dal potrditev in je rekel, poglej moje roke. In če bi jaz videl Jezusove roke, tako v živo, pa se ga smel dotakniti, bi znova bila nova velika potrditev. Tudi apostoli so sedaj imeli trdno vero. In če bi si apostoli bili izmislili, da je Jezus stal iz groba, bi ne imeli moči umreti za Jezusa. Ko bi takrat z mečem nekdo grozil, pa z močilnim orodjem bi rekli, a ne, se ni res bilo je, ne pusti me pri življenju. Ampak apostoli so dali življenje, ker so trdno verovali, vedeli so, da je to, kar govorijo, resnica. Ja. Kdor govori resnico, je kaznovan. To je zanimivo na tem svetu. Če pa lažeš, dobiš plačilo. Tisti stražarji, ki so popadali od strahu, ko je Jezus vstal iz groba, so potem šli in so govorili onim voditeljem, ja, spali smo. In med tem času so prišli, eni pa so ukradli Jezusa. Ja, tako so jim dali veliko denarja, da pojdete in to povejte ljudem. Za laž so dobili nagrado. Kak je to na tem svetu? Čudno, ne? Ja. In še večja potrditev zame pa je spreobrnitev svetega Pavla. Bil je Savel, en tak, ki je odobraval umor svetega Štefana, pa je bil trdno prepričan judovsko vero. In ta Savel se nikoli ne bi spreobrnil, če bi ga še tako prepričevali. Čudeže smo videli. Taki so ljudje, večina, veliko takih judov. Ko je Jezus poklical Lazarja iz groba, ko je že razpadel, že dehni, je rekla Marta. In pride mrlič ven iz groba. Jaz mislim, da so se prestrašili nekateri. Tam v Štefani vasi imamo pokopališče pri cerkvi. In če bi jaz šel po pokopališče, pa bi se enkrat grob odprl, pa bi en mrlič ven prišel, joj, kako bi si ga prestrašil, pa bežal. Najbrž vsak od vas. Ampak, ko je Jezus poklical, so mnogi sedaj v Jezusa verovali. Mnogi pa niso hoteli kljub temu verjeti, verovati. In so tisti voditelji sklenili umoriti Jezusa in še Lazarja. Taki so. Vidiš, čudeš, ne verjamem. Ja.
Jezus ne sme biti Božji sin. Taki so ljudje. In Samuel je bil takšen tudi. In če ga ne bi Jezus sam poklical, Samuel, zakaj me preganjaš? Se ne bi splohnil tudi on, ampak zdaj pa ni mogel drugače. Jezus ga je poklical, to je tako velik dokaz, taka potrditev. In zato sedaj verjamem, kar je govoril sveti Pavel, toliko lepega o Jezusu. In je povedal tudi, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, srečo, ki se bo razodela nad nami. Ja, zato pa, karkoli pride, ne bojte se trpljenja. Ne bojte se, karkoli bolečina pride. Neizmerna večja slava v nebesi. To je doživel in videl ta spreobrnjenec sveti Pavel. In zato tudi, ko sprejemamo to resnico, pa besede svetega Pavla, pa sedanjega papeža, ki je sedaj pokojni, ki nam je toliko govoril o Božjem usmiljenju. Bodimo tudi mi usmiljeni, kako je nebeški Božji. Usmiljeni, kakor je usmiljena Sveta Trojica. Ker je danes, hvaležni bodimo, nedelja Božjega usmiljenja. Verujem v enega Boga. Bratje in sestre, Oče nas je v svojem velikem usmiljenju prerodil za živo upanje in namenil delež nebesi, zaupno prosimo. Za tvojo cerkev, da bi vsem ljudem prinašala tvoje neizmerno usmiljenje. Za vse, ki nam vladajo, da bi čutili odgovornost do zaupanega ljudstva. Za otroke in mlade, da bi začutili tvoje usmiljenje in se bojevali proti grehu. Za zapornike in obsojence, da bi našli pot do tebe usmiljenega očeta. Za vse, ki žalujejo za svojimi pokojnimi, da bi jih utrjevala zavest o večnem veselju pri tebi. Nami Bog, naj nas tvoja moč dviguje, da bomo živeli na znamenju tvoja velika dela, saj živiš in kraljuješ vekomaj.